nekoč, dolgo, dolgo časa nazaj je bilo mistično mesto. Tar. V tistem času so bila vsa mesta nedotaknjena in varna. Vsa mesta so bila v razcvetu. Kajti neskončna vojna se še ni začela. Ko je prišlo do velike katastrofe, so se vsa mesta porušila. Razen mesta Tar. Tar še vedno živi. In če veš, kje ga iskati, ga boš našel. Ko prispeš v Tar, ti bo postreženo z vodo in vinom. In gramofon bo igral. Ko prispeš v Tar, boš pomagal obirati grozdje in reševal boš škorpijone, skrite pod kamni. Ko prispeš v Tar, boš poznal večnost. Videl boš ptico, ki spije eno kapljo vode iz oceana na vsakih 100 let. Ko prispeš v Tar, boš razumel življenje. Postal boš mačka, Feniks, slon, dojenček in starec. Sam boš in nekdo te bo spremljal. Ljubil boš in boš ljubljen. Povsod boš. Ko se boš približeval prihodnosti, boš našel ekstazo. In nikoli te ne bo zapustila. Jaz se te bom spominjal. Obiskal bom tvoj grob s cvetlico in psom. In na tvojem pogrebu bom z nežnim glasom pel, kako lep je pogreb. Kako rad me imaš, Vando. Ja, Liz. Kakšna škoda, da ne morem hoditi. Ne, ni važno, če ne moreš hoditi. Jaz te bom odnesel, kamorkoli boš hotela. Kako prijazno, Vando. Igrajmo se!
pianist. Če si slavni pianist in če ti odrežem roko, kaj boš naredil? Postal bom slaven slikar. In če ti odrežem še drugo roko, kaj boš naredil potem? Postal bom slaven pevec in plesalec. In če ti prerežem noge? Potem bom samo slaven pevec. In če ti prerežem vrat? Ko umrem, bo moja koža postala čudovit boben. In če zažgem boben? Postal bom oblak in prevzel katerokoli obliko. In če se oblak razblini, kaj boš potem? Postal bom dež in naredil bom, da bo rasla trava. Zmagal si! Pogrešala te bom, ko te ne bo več. Liz, a želiš slišati zgodbo o moškem in ženski in njunem potovanju v mesto Tar? Ne, želim, da greva. Kam želiš, da te odpeljem? Pojdiva naprej. Je to prava smer, Liz? Bova videla, če se želiva premakniti za kilometer, moramo narediti le korak. Če Tar ne obstaja, ga bova morala izumiti. Prav imaš! Toliko stvari bi naredil zate! Koliko? Toliko, koliko moram! Potem se boš moral boriti za življenje. Tudi Liz, ne vem, zakaj naj bi se boril. In tudi če bi vedel, ne vem, ali bi bil dovolj močan. In tudi če bi bil dovolj močan, ne vem, čemu bi to koristilo. Bolj se boš moral potruditi, Fando. Vse se zdi tako zapleteno, ampak ti vedno poznaš odgovor. Ne, ne vedno. Včasih se pretvarjam, da ga poznam. Ampak to ni igra, Liz. Ja, Fando, vem, da ni igra. Nobenega izhoda ni. Mislim, da bo za zdaj dovolj. Ne puščaj me tukaj. Fando! S Bogom! Vrni se! Fando!
sem dober. Prišel sem po te. To mi nič ne pomaga. Vedno narediš, da trpi. Ne, ni res. Je! Se spomniš, kako si me tepel, ko sem še lahko hodila? Ja, res je. Ampak ne bom več tega počel, obljubim. Ko bova prispela v dar, ti bom kupil čoln. In potem se bova peljala po reki. In poskusil bom čutiti vso tvojo bolečino, Lis. Da boš res videla, da ti nočem nič slabega. A si lahko to predstavljaš? Ja, Fando. In poskusil te bom ozdraviti tvoje bolezni in veliko otrok si želim. Čudovit si, Fando. Ko boš prispel v mesto Tar, boš poznal ljubezen. Jahal boš sokolom na ramenu. Ko boš tam, ne boš nikoli videl snega na ulicah in ne boš umrl sam. Sem ti, da poglej rože. Ja, Fando, prosti. Ja, kako se otročja. Čudovito je tukaj z vsemi temi rožami in drevesi. Kje vidiš drevesa, kaj ti je? Tam, na stezi zraven rož jih vidim. Rože so. Ampak nobenih dreves. Ja, rože, ampak nobenih dreves. Vedno večje breme si mi. Fando, žal mi je, Fando, oprosti. Želim si, da bi lahko hodila. Hoditi želiš? Še vedno ne vidiš rož? Si videla rože, si jih videla? Ja, jih, Fando.
Oprosti, hvala ti, Fando. Hvala ti. Ne me joči. Lepe so. Ne? Ne joči. Se ne jočem. Oprosti, dvigni me spet k sebi, Fando. Vse naredim zate, ti pa se moj jokaš. Ne zapusti me, Fando. Oprosti, Fando. Enkrat bom šel in te bom pustil samo. Ne, Fando. Ne zapusti me. Nikogar razen tebe nima. Odhajam. Nikoli več se ne bova videla. Fando! Prispeš v tar, boš na glavi nosil zlato krono. Ko boš tam, bo povsod voda. Vse bo voda. In jahal boš. Ko prispeš v tar, ne boš umrl sam. Obiskal bom tvoj grob s cvetlico in psom. Obožujem to pesem. Ko pride v oltar, mi jo boš pel ves čas. Res je lepa. Pridi, greva. Nočem. Nikamor nočem. Vstani, Lis. Ne morem. Vem, da ne moreš hoditi, lahko pa stojiš. Nobenega izhoda ni, ne vem, kam ne še greva. Ne puščaj me tukaj, Fando. Z Bogom! Pridi nazaj, Fando. A želite vedeti, kdo je to? Čudovita je. Je to pot v tam? Če misliš, da je, Ja, to je pot v tam, Fando.
reci, da mi verjameš, Lis. Da verjamem čemu? Ne vem, samo reci, da mi verjameš. Verjamem ti. Ne, to ni pravi ton. Verjamem ti? Ne! Ne, Lis, ne, če nekaj želiš, točno veš, kako reči. Verjamem ti! Ne, Lis, to ni to! Poskusi še enkrat. Verjamem ti! Ne, kaj delaš, kaj ti je, bolj se potrudi! Verjamem ti! Ne, to ni to. Verjamem ti! Ne! Tudi tako ne! Verjamem ti. Verjameš mi? Ja, verjamem ti. Kako srečen sem. Ne bom te zapustil, Lis. Ne zapusti me. Ne bom te zapustil, Lis. Nikogar razen tebe nimam. Ne bom te zapustil, Lis. Ne bom, tako krut sem s teboj. Ko bova prispela v ta, in bo takoj bolje. In srečna bova. In dal ti bom vse živali, ki se plazijo po tleh, da se boš lahko igrala z njimi. Ščurke, hrošče, metulje, majhne miši. Skupaj bova pela in igrala. Ti si kriva. Spet si mi dala kamenčke v harmoniko. Uničena je, Lis. Uničena je, ti si kriva, zdaj se boš pa plazila! Plazi se! Plazi se! Ne tepi me. Fando. Fando. Ne tepi me. Fando ubije Lis. Lis je mrtva. Fando jo dvigne in gresta naprej. Poglej, Lis, poglej. Glej, kako je lepo, Lis. Za trenutek bova počivala. Ne, rekel sem, da se bova samo za hip ustavila. Ja, kaj? A kaj želiš, Lis? Povej mi. Povej, Lis, govori z mano. Ja, vem, kaj je. Jezna si name, ker sva po tako dolgi poti še zmeraj na istem mestu. Še zmeraj na istem mestu. Ampak povej, Lis, odgovori mi, prosim, kaj si želiš? A želiš, da te premaknem? Ti ni udobno? Ja, vem, kaj je. Hočeš, da te premaknem. Ja, no. A ti bo tako bolje? Kako si lepa, Lis. Ampak povej mi, Lis, a ti je dolg čas? A hočeš, da ti nekaj zapojem? Ja, najbrž to hočeš. Hočeš, da ti nekaj zapojem. Kaj naj ti zapojem? Ja, aha. No, pa ti bom zapel tisto pesem o peresu. A prav? Kakor želiš? Ja, no. Žal mi je, da ne znam nič drugega, Lis, ampak malo mi je narodno, ampak bom naredil to zate. In ti bom zapel tisto pesem o peresu, ki jo imaš ti tako rada.
Ja. Pero je bilo na postelji, postelja na perezu. Liz, mi všeč. Liz. Liz, govori z mano, prosim te, govori z mano, kako naj gremo naprej, če ne govori z mano. Vem, peljal te bom v tar. Ja? Liz, ne vem, kaj je narobe, včasih si tako tiha, da ne vem, ali si lačna, ali hočeš rože, ali hočeš lulati. Liz. Liz. Ja, vem, kako zelo hočeš v tar. Potrudil se bom, da pridemo tja, Liz. Ona noče govoriti z mano. Jaz pa bi rad nekomu povedal ogromno stvari. Res veliko stvari znam početi. Vam bom pokazal, če boste govorili z mano. Lahko vam kaj zaigram na harmoniko. Znam par pesmi. Ne vem kaj, ampak nekaj lepih pesmi pa že znam zaigrati. Zaigral vam bom samo, če boste govorili z mano. A je lepa, ne? Je lepa, ja, lepa je. Ona je moja zaročenka. Liz! Liz, sploh niso nič rekli! Nič niso rekli, noben ni hotel govoriti, Liz. Niso me hoteli poslušati, jaz sem jim hotel zapeti tisto pesem o peresu, ki jo imaš ti tako rada, Liz. Ti si boljša od njih, Liz. Boljša si. Tako lepe stvari znaš govoriti. Liz, ali ti kaj zaplešam? Kaj zaplešam? Liz, glej. Kakšen trik, Liz, glej. Glej, kako je to težko, Liz, glej. Glej, kako je to težko, glej, kako je težko. Liz. Ne, Liz. Jaz se te bom spominjal. Obiskal bom tvoj grob s cvetlico in psom in na tvojem pogrebu bom z nežnim glasom pel tisto pesem, kako lep je pogreb. Liz, govori z mano. Govori z mano, Liz, govori z mano. Ko prispeš v tar, boš na glavi nosil zlato krono in posedoval boš ključ, ki odpre vse labirinte. Ko prispeš v tar, ne boš umrl sam.
oltar nosim zlato krono. Upam, da bomo vsak svojo krono našli tam, Taru pa vzeli svoj ključ za vse labirinte. Dobrodošli. Naj začnem takole, in sicer enim izrekom Nede Pagon. Vsak utopist je opolnomočen z mandatom slabih družbenih razmer, z odporom doživeti realnosti. Tukaj nekje se začne zgodba, ki jo bomo poskušali zdaj povedati. Spoštovani, nad portalom našega odra je štukatura z napisom Libertas. Oder je torej prostor svobode, prostor, v katerem je vse možno. Tu se sanje lahko uresničijo, tu lahko razmišljaš in govoriš necenzurirano, lahko poješ, plešeš, šepetaš, kričiš, vihraš z zastavami, bijaš, rojevaš, se veseliš, trpiš, ljubiš in sovražiš. Lahko te je strah, lahko si pogumen, lahko si srečen, lahko si žalosten. Gre torej za prostor, v katerem nastajajo novi svetovi, vzporedne realnosti, prostor, v katerem je dovoljena vizija, v katerem je mogoče dovoljena celo utopija. Ko pa pomisliš na Shakespearov stavek, gledališče je ogledalo sveta, dobi beseda libertas, nov, skoraj strašljiv pomen. Odgovornost, kako prezrcaliti svet, kako osvetliti pravi delček na nepregledno široki freski življenja. Je libertas tisto, kar ti zbistri pogled, da morebiti najdeš pravo točko in vanjo usmeriš reflektor svoje pozornosti? Libertas. Ja, libertas je pogoj. Žice, pregrade, videonadzori, pregledi na letališčih. Bo libertas sploh preživela? Mogoče vsaj na odrih, knjigah, v filmih, slikah. Marsikje okoli nas ni. V preteklih 2 sezonah smo osvetljevali delčke naše realnosti, ki so govorili o identiteti, ali pa so skozi karikature govorili o stanju sveta, v katerem smo se znašli. Uporabljali smo različne slikarske metode, od visoke pesmi o Milijani do novega absurda kralja Bibija, od mapiranja bližnje preteklosti Jugoslaviji in moje deželi do grotesknega razkrivanja nove realnosti v Evropi ali v Republiki Sreče. Od hrepenenja po razkritju vesoljske enačbe pri Faustu do klepenja po oblasti pri Macbethu. Teme, o katerih vsakodnevno razpravljamo, so dobili svojo odrsko preslikavo. Kam bomo letos usmerili svoj reflektor? Kontekst se zdi vse manj razumljiv. Živimo v času čakanja na dobre spremembe, ampak nič takega se ne pojavi. Družbena in gospodarska kriza kar trajata, predolgo, da bi še lahko verjeli, da je to samo prehodno obdobje. Je torej to nova podoba sveta? Konstanta? Se bo treba navaditi in v tej podobi iskati spremembe? Če ja, potem upam, da vnaprej, ne vnazaj. Pogonsko sredstvo vseh velikih obratov sta bila zmeraj idealizem in vizionarstvo. In postavlja se vprašanje, kaj je danes z idealisti in vizionarji, kje so reformatorji, kje so revolucionarji, utopisti, sanjači, romantiki, entuzijasti. Smo
smo potopljeni v realnost tako globoko, da njihovega glasu ne moremo slišati takih. Ali pa jih ne slišimo, ker imamo ušesa polna blata banalnosti in oči prelepljene strahu. Smo mogoče priča zmagi pragmatizma nad realizmom, nad idealizmom. Gre za izgubo ali samo za popačenje razsvetljenskih idej. Smo res postali izgubljeni rod, kot temu pravi Hermann Broch, in nas poganja samo še prakticizem. Vidimo horizont možnosti. In ali ta horizont sploh obstaja? Na tisoče vprašanj se mi poraja, ker se zdi, da se Orwellova in Huxleyjeva vizija prihodnosti kar preveč dobesedno uresničuje. Ampak, če se njuna distopija uresničuje, zakaj se ne bi tudi katera od utopij? Saj so usodno povezane. Vrtijo se v krogih in druga brez druge ne morejo. Med utopijo in distopijo ni nasprotja, je le konstantno dialektično razmerje. Družbene napetosti, ki nenehno ali občasno izzovejo nasprotja, so vse neplodne za misel in projekcijo. Tako pravi Neila Popov. Gledališče je oaza, v kateri je idealizem še vedno dovoljen. Sanje pa so ustvarjalna nuja. Zato moramo govoriti tudi o trenutno menda hendikepiranem entuziazmu, sanjanju in idealizmu. To so teme, ki bodo tako ali drugače gonilo vseh utopij, vseh uprizoritev na sezone 16-17. Naslov sezone bi bil lahko utopija, ali pa mogoče v obliki vprašanja. So utopije sploh še mogoče? Vprašanjem, ki se nam zastavljajo, bomo sledili s besedili, ki postavljajo v ospredje zaljubljence, vizionarje, revolucionarje, čarovnike, kralje, upornice, popotnice, s besedili, ki govorijo o ljubezni, o poskusih ureditve novega sveta, o iskanjih starih ali novih idealov, o pogumu, o iskanju Boga, s besedili, ki so smešna, tragična, poetična. Poleg naših najboljših režiserjev se boste predstavili dva svetovno znana in nagrajevana režiserja, Paolo Maggielli in Silvio Porcarete. Razen Antigone in Arnoža se bodo na naših odrih zvrstile same nove zgodbe, nekatere sploh prvič prevedene in prizorjene pri nas, krstne uprizoritve novih slovenskih besedil, dramatizacije mejnikov naše literature in misli. Prva premiera na velikem odru tukaj bo 17. septembra Zaljubljenca Karla Goldona v režiji Paola Maggiellija, v prevodu Srečka Fišerja. To bo prva izvedba. Srečko Fišer je prevedel Hamleta, to je zadnje delo, ki smo ga tukaj v njegovem prevodu gledali, in to delo je bilo izvrstno. In 20 let je minilo, odkar je bil Paolo Maggielli tukaj pri nas, je režiral po Zaljubljencu. Številna besedila znamenitega italijanskega komediografa Carla Goldonija delujejo danes neverjetno sodobno in živo. Tako komedija Zaljubljenca iz leta 1759 ni le zabavna prigoda mladega para, ki si zaradi ljubezenske preobčutljivosti in strahu pred osmešenjem nenehno otežuje pot do skupnega življenja, temveč tudi prava vivisekcija znevroptiziranih, z vsakršnimi, tako potrebnimi kot nepotrebnimi skrbmi obremenjenih medčloveških odnosov. Sorodniki in prijatelji mladih zaljubljencev, tudi sami vsak po svoje v težavah, so prisiljeni v vlogo nekakšnih psihoterapevtov, ki se trudijo pomagati in njima zaman poskušajo odpreti oči.
nevsiljivo in v drugem planu kaže Goldoni meščane, ki materialno še komaj da vzdržujejo življenjski slog, v katerem bi radi živeli. Že samo za boljše kosilo se morajo odreči družinski srebrnini, vzdrževanje videza pa jih spravi tudi ob duševni mir in jih peha v najrazličnejše nevroze. Čeprav se zaljubljenca v skladu s komedijskimi pravili končata srečno, s porokom, pa ob današnjem branju te spretno napisane, izpisane komedije ostane enak priokus, da je njen svet neprijetno podoben našemu, v katerem na robu negotovosti razprodajamo dediščino nekih boljših časov in živimo v strahu, da temu, kar nezadržno prihaja, nismo kos. Z režijo Goldonijevih zaljubljencev se v dramo po 20 letih vrača uveljavljeni italijansko-hrvaški režiser Paolo Maggielli, čigar režije slovijo tako po gledališki magiji, kot po obveznem družbeno-kritičnem razmisleku. To bo prva premiera septembra pri nas. Druga premiera bo v Mali drami. In zdaj premiera Veliki brat. Veliki brat je nastal po motivih Orwellovega 1948. Pravzaprav moram reči, da je to besedilo nekako rojevalo celo letošnjo sezono. Vsaj dalo je neko osnovno misel. Dva avtorja sta, ki sta sestavila po Orwellovem besedilu nov tekst, in sicer Andraž Golc in Jaka Andrej Vojevec, Jaka Andrej Vojevec bo tudi režiser nove predstave. Črna utopija Georgea Orwella 1984 sodi med najvplivnejše, najbolj prevajane in najbolj brane romane 20. stoletja. Čeprav je nastala v času hladne vojne, v avtorjevi pronicljivi analizi mehanizmov brezobzirne in manipulativne totalitarne oblasti zmeraj znova prepoznavamo številne pojave, ki se v dolgih desetletjih po nastanku romana še zmeraj znova dogajajo in regenerirajo. Jaka Andrej Vojevec in Andraž Golc, avtorja Velikega brata, ki se v največji meri napaja iz kultnega Orwellovega romana, prikazujeta svet, v katerem so oblast prevzele velike mednarodne korporacije in ugotavljata, da med njim in med Orwellovim svetom pravzaprav ni velike razlike. Tudi tu vlada stroga hierarhična razdelitev na notranje, zunanje in rajo. Tudi v tem svetu vladajo vojna, pomanjkanje in nadzor. Le da nadzor ni več stvar telekranov in skritih mikrofonov, temveč vse prisotnih medijev, interneta, pametnih telefonov in tako dalje. Gledalci predstave bodo postavljeni v vlogo obiskovalcev resničnostnega šova, ki bo predstavil zgodbo Orwellovega junaka Winstona Smitha, ki s kršenjem vseh pravil zaide s poti lojalnega državljana. Tokratni Veliki brat si jemlje za izhodišče določene tendence sedanjega zgodovinskega trenutka, kot so demokratični deficit, relativizacija človekovih pravic, obujanje totalitarističnih teženj, prevlada transnacionalnega kapitala nad nacionalno državo, izginjanje ločnice med javnim in zasebnim, povečevanje socialnih razlik in tako dalje. In jih potencirane projicira v nedefinirano prihodnost oziroma alternativno resničnost, v mračno vizijo družbe, v kateri so zabavna industrija in mediji prevzeli vlogo opija za ljudstvo, podobno kot v Huxleyjevem krasnem novem svetu. Pravica do zasebnosti in človeškega dostojanstva pa je le še bled spomin. Tako je zapisal Jaka Andrej Vojevec. Naslednja predstava, kmalu zatem, bo 1. oktobra na velikem odru koprodukcija s Slovenskim narodnim gledališčem v Mariboru, in sicer Draga Jančarja, Disident, Armaš in njegovi. Režiser bo
Diego Libreja. Pravzaprav ne enega, ne drugega, ne rabim nič posebej predstavljati, oba sta več in manj naša gosta. Drago Jančar že nekaj časa, mogoče ne, ampak Diego Libreja prav gotovo se je zelo dobro zapisal z nekaterimi predstavami, ki jih je tudi pri nas rešil. Jančarjeva drama Arnoš in njegovi ni drama iz zgodovine, ampak izrazito aktualna igra o univerzalnem stanju duha. O človeški nemoči v sodobnem svetu absurdnih mehanizmov kontrole in obvladovanja, kapitala in politike. O sodobnem svetu polnem tesnobe, uklenjenosti, brezumnosti in brezizhodnosti. O boleči zavezanosti človeka z lastno nesrečo, v kateri se ne zmore obvarovati pred svojim osebnim, predvsem duhovnim padcem. O človeku, ki kot v zaporni izolacijski komori, neprebojni in odporni proti raznim poskusom upora in pobega, tudi miselnega, životari kot živ mrlič, pokopan v manipulacijah in spletkah sistema in oblasti. Vendar pa Jančar opogumlja s svojim junakom Arnožem in njegovo idejo, čeprav egocentrično in utopično, opogumlja, da je vredno poskusiti. Da je prav človek, kljub svoji globoki pogreznenosti v družbeno in duhovno krizo, vendarle tisti edini odgovorni, ki mora razbliniti pustost in neizprostnost z bojevitim in kritičnim spopadom, s človeško strastjo, strahom in pogumom, ljubeznijo in sovraštvom. Da je človek tisto edino upanje novega, drugačnega in boljšega. Diego Libreja. Pomona. Sredi novembra bomo imeli premiero v mali drami z naslovom Pomona, Alistair McDowell. Nam neznan avtor, ampak trenutno velik up angleške dramatike se nam bo predstavil popolnoma, prvič v prevodu Darja Dominkuš in v režiji Jaška Celja. Kriminalka, thriller, science fiction. Kaj pa vem, kaj še vse? McDowell ustvarja svet, ki ne bi deloval tako dobro v nobenem drugem mediju kot v gledališču. V dramsko strukturo vpleta orodja, ki raziskujejo in poudarjajo gledališko specifiko. Pomona ima zelo samosvoj ritem, formo in potrebno igralsko dinamiko, ki so redkost v britanski dramatiki in dobrodošel izziv ustvarjalcem. Prav ta izvirna zasnova je prevzela britansko gledališko javnost ob krstni uprizoritvi leta 2014. Drama Pomona je kot utrip, podaljšan in nalomljen, ki traja in se nikoli ne konča. Vse slabo je resnično in mesto je lahko peklensko. Kriminalka se pred gledalci odvija v skizofrenem zaporedju. Misli v njej so zelo premišljeno in napeto razpršene. McDowell z ekspresivno močjo v jasno strukturirani igri razkriva temen, pesimističen svet, v katerem so vrednote vprašljive in v katerem osamljena življenja kolobarijo v brezsmiselnih krogih. Legitimen portret urbane družbe v žanru grozljivke 21. stoletja. Kmalu zatem, novembra, oziroma mogoče začetek decembra, bo premiera za nas prvič seveda premiera igre Tankreta Dorsta, Merlin ali Pusta dežela. Tankred Dorst, avtor, ki je bil pri nas mnogokrat spregledan oziroma ne prevajan.
avtor, ki pa velja za enega največjih nemških avtorjev. Bil je eden od kandidatov za Nobelovo nagrado, etc. Merlin ali Pusta dežela v prevodu Urške Brodar je igra o etiki, o morali, o vitezih okrogle mize, o iskanju svetega grala, o iskanju vsega tistega, kar nam je ušlo in iskanju tega, kar mogoče vendarle nekje še najdemo. In to je napisano na ludističen, nor način. Ko se danes trudimo redefinirati pojma demokracija in liberalni kapitalizem in poskušamo najti najboljšo povezavo med tema dvema besedama, se zdijo zanimive rešitve, ki vključujejo magijo. Zanimivo se zdi poklicati na pomoč viteze in čarovnike, ki naj branijo dobro. Nekoč smo vsi imeli tradicionalne lokalne sovražnike, ki so bili praviloma pripadniki drugih narodov in držav. Danes vsi za največjega sovražnika štejemo svoj narod. Delimo se na napredne in konzervativne, na patriote in izdajalce, na vernike in ateiste, na nekdanje partizane in zdajšnje fašiste. Po vseh mogočih kriterijih se delimo na dvoje. Delijo nas referendumi o vseh mogočih vprašanjih. Vsaka stran se je pripravljena boriti za svojo verzijo resnice do konca. Rešitve ni. Razen, če bi se danes pojavil kakšen Lancelot ali Merlin ali kdorkoli, ki bi s čarobno močjo razrešil konflikt, v katerem smo se znašli. Merlin je ep o vitezih in čarovnikih in o utopiji. Upajmo, da bo na koncu zmagalo dobro. Aleksandar Popovski. Januarja bo vidimo Galosov dvorane Cankarjevega doma spet velika koprodukcija drame in mestnega gledališča. Nekaj podobnega se bo zgodilo oziroma ponovilo, kot je bilo v Iliadi, vse v tem formalnem smislu. Kako bo pa v vsebinskem, bomo pa povedali zdaj. Namreč prizorili bomo Vojno in mir Leva Nikolajeviča Tolstoja. Vojno in mir bo režiral Silvio Purcarete, znan romunski režiser, nagrajevan svetovno in evropsko priznan. Zelo se ga veselimo, to je pravzaprav njegova prva, nekoče že nekako produkcija plati, ki pri nas na tem odru, ampak pri nas bo pravzaprav prva. Mogoče, če je kdo gledal lansko leto ali pa 2 leti nazaj na Bošnikovem srečanju, bi lahko videl njegovega Fausta, ampak res se ga veselimo in z odprtimi rokami čakamo. Roman o njem ne rabim govoriti. Mislim, da ga vsi, ki smo tukaj, da ga poznamo in smo ga govtali v dolgih nočeh in dolgih dnevih in dolgih mesecih. Kaj bo iz tega nastalo, bomo prepustili seveda ustvarjalcem. Velika dela fascinirajo. Ta fascinacija je nevarna, se zaradi nje sanjamo nemogoče. Kako na odru v samo nekaj urah poustvariti tako bogato in prostrano delo, kot je Tolstojev roman? Roman, pri katerem je njegova dolžina celo vir njegove lepote, bogatstva in resnice. Roman, ki ga je nemogoče povzeti. Roman poln nežnosti in krutosti, ki na ozadju velikanske zgodovinske freske prinaša izvirno in cinično meditacijo o tragičnosti zgodovine. Na odru ne bomo videli natančne kronologije tragičnih usod Bolkonskih, Rostovih, Bezuhovih in drugih ruskih aristokratov znotraj vrveža napoleonskih vojn, niti vseh zapletenih ljubezenskih zgodb drugih ruskih aristokratov v primežu časa in nesreč, niti vseh političnih kombinacij, ki vznikajo in se obnavljajo v neprestani trgajoči se Evropi. Uprizoritev ne bo nikakor mogla nadomestiti branja romana. Vabim vas torej, da ste priča, kako lahko v domišljiji skupine umetnikov danes odzvanjajo nekatere figure in dogodki Evrope
kot jo je pred 150 leti opisal veliki pisatelj. Njegovo sporočilo ni preveč spodbudno. Vojna in mir, o kateri govorimo, sta iz iste snovi. Prve ni brez drugega. Mir se rodi iz vojne in tako že tudi sam vsebuje njene zasevke. Tako pravi Silvio Purgarete. Kmalu zatem bomo v mali drami uprizorili ljudski demokratični cirkus Saakašvili. Rok gre, rok vinčnik. Grumova nagrada za najboljše besedilo v letošnjem letu. Režiser bo Luka Martin Škof. V cirkusu smo pripravljeni tvegati artistovo življenje, samo da bi si dokazali, kako neverjetno smo sposobni obržati usodi. Vsaka cirkuška predstava ima tudi klovnovsko točko, ki pa ironizira kvintesenco celotne predstave. Saakašvilski cirkus vidim kot eno dolgo klovnovsko točko. Saakašvili še imajo klovne v dolgočasnih uniformah, a z obrazi naličenimi s fosforjem, da še v temi lahko odsevajo svojo edinstveno ljubezen do mrtvega doživljenjskega predsednika. Zakaj so v naši realnosti klovni izumrli? Morda zato, ker smo vsi že pomalem klovni? Zakaj imamo čedalje več zaporov, če pa smo vsi že pomalem kriminalci? In zakaj potem takem ne ukinemo norišnic? Zakaj nimamo lastnega cirkusa? Zakaj potrebujemo Saakašvilskega? Morda pa je Saakašvili definicija sodobnega človeka, ki je zločinsko nor klovn in verjame samo še v neko abstraktno, mrtvo entiteto. V koprodukciji Slovensko stalnim gledališčem v Trstu bomo prizorili Antigono, Sofoklejevo Antigono. Besedilo, ki je nastalo 500 let pred našim štetjem, ki danes lahko veliko pove in bo veliko govorilo. Uprizorili ga bomo januarja. Januarja je napovedana otvoritev spomenika vsem žrtvam. Mislim, da je čas v tem trenutku, da bo čas, da se v zvezi s tem razmislimo, da se zamislimo, kje so tukaj naše iluzije, kje so naše fantazije, kje so naše sreče, kje je naše mesto tar v tem trenutku. Po prevodu Kajetana Gantarja bo Antigono režiral Edvard Miller. Antigona kot opornica demonstrira svojo osebno voljo nad državnim zakonom. Popolnoma se zaveda, kaj pomeni njeno dejanje in kaj tvega z njim. Je spodbuda za njeno dejanje res pravica mrtvega brata do pokopa? Če gre Antigoni samo za to, da opravi obred za umrlim bratom, da bo šla lahko njegova duša onkraj, zakaj izvede pokop dvakrat? Dejstvo, da opravi obred dvakrat, odpira druge možne interpretacije. Ker je to argument, da Polinejk ne zasluži pokopa, ker je izdajalec, morda ni povsem prepričljiv. Vendar tudi Antigonin argument, da je mrtve treba pokopati, ker to zahtevajo starodavni božji zakoni, vzbuja pomisleke. Verjetno gre za nekaj več kot pokop mrtveca ali posmrtno kazen. Živi so tisti, ki spoštujejo zakone ali jih ne spoštujejo. Pri tem je morda pomembnejše, kdo se mora komu podrediti, čigavi zakoni so veljavni in kdo ima zadnjo besedo. Tako pravi Edvard Miller v svojih pripravah. In ker govorimo o ženskah in o ženskem vprašanju ali kakorkoli že, o tem, kaj nam ženske v življenju pomenijo in moram povedati, da sem se z eno zelo mlado
avtorico Simono Hammer dogovoril, da napiše tekst o popotnicah, o ženskah, ki so prebile opno, kot bi temu rekli, in ki so nam lahko seveda za vzor in za razmislek o tem, kje se v našem patriarhalnem sistemu vendarle nahajamo. Režiserka bo Ajda Valcer, premiera bo pa aprila. Dramski tekst Popotnice črpa inspiracijo iz slovenskih posameznic, ki so prestopile in premaknile meje znanega in mogočega. Popotnice so potovanje, dobesedno in metaforično. Živopisen vrteljak dogodivščin in spoznanj na življenjskem vandranju neke ženske, slehernice. Tekst postavlja v svoje središče vprašanje alternative današnjemu bezljanju skozi življenje, kjer večina mehanično prehaja vedno isto pot od doma do službe z občasnim nedeljskim izletom na Šmarno goro. Povprečen zahodnjak se tako duši pod težo nakupovalnih polic, tarna na tankostjo denarnice, izgublja glavo vseh mora, medtem ko radira sezname, ki se začenjajo želim, in z vedno večjim strahom štili čez ograjo k sosedom, z orožjem v roki za vsak primer. Iskanje drugačnih poti se zdi danes hkrati nuja in eksotika. Redki, ki stopajo po njih, so deležni tako občudovanja kot prezira. Raziskovanje in upovedovanje sveta skozi žensko perspektivo v popotnicah zaživi v fragmentarni dramaturgiji, besednih in žanrskih preigravanjih ter v spogledovanju s tradicijo naratorstva. Vsaka postaja prinaša novo preizkušnjo in vsako križišče novo odločitev, katero pot izbrati. Tako je napisala Simona Hammer. In še zadnjo premiero, ki bi jo predstavili, je seveda premiera na Velikem odru, 6. premiera Velikega odra z naslovom Biblija, prvi poskus. Biblija, prvi poskus, zelo hrabro, zelo modro, zelo bistveno. Režiser bo Jernej Lorenci. Jernej Lorenci, katerega ste malo prej lahko gledali predstavo Kralj Bi. Jernej Lorenci, lahko ste gledali njegovo predstavo Iljana, Svadba, Nevihta, Otelo in tako naprej, ne bom našteval. Skratka, režiser, ki v vsaki predstavi prinese nov svet, novo razmišljanje, drugačno ali pa zmeraj enako. In v vsakem od teh svetov je zmeraj vprašanje o človeku. Zelo dragoceno je bilo zame, ko so se pogovarjali, mi je predlagal Biblijo. Da se mi je edino pravilno in edino prav, da se vprašamo, kaj je ljubezen, kje je, kaj je etika, morala, pa vse tisto, kar zraven sodi, tisto, kar bi v nekem balonu lahko rekli Bog, kje to je, kje se to nahaja. Za današnji svet tako rekoč nujno vprašanje. Velika in največja knjiga. In ta velika in največja knjiga je postala vse večja in še večja. In še večja je postala. Postala je tako velika, da je bila že prevelika. In ko je postala prevelika, se je začela prazniti. In ko je postala še bolj prevelika, je postala tudi še bolj prazna. Napihovala in napihovala se je. Ne da bi pozela, da se je skoraj povsem izpraznila. Knjiga vseh knjig. Na njenem skoraj povsem izpraznjenem pogorišču bomo iskali preživele. V nekdaj veliki, celo največji knjigi, v knjigi vseh knjig, v obljubi vseh obljub, v razočaranju vseh razočaranj, bomo iskali zgodbo ali dve. Zgodbo ali dve,
bomo posvetili preživelim iz te zgodbe ali dveh. Morda zgodbo o človeku, ki je verjel, pa ni imel v kaj verjeti. Morda zgodbo o človeku, ki je živel, pa ni imel zakaj živeti. Morda o Bogu, ki se je umaknil, ali o tistem, ki se ni prikazal. Morda samo o tem, da je Bog ves čas tu, da je Bog prostor med mano in tabo, med nami in vami. In od nas je odvisno, če ga bomo znali napolniti z Božjim, ki je od nekdaj in za zmeraj zgolj prav ta medčloveški prostor, do kraja ranljiv, krhek prostor, prostor rana. Jernej Lorenci, režiser. Post scriptum. Spoštovane abonentke, spoštovani abonenti, gledalke in gledalci, vabim vas, da se nam pridružite. Če si želite, zares želite, videti katero od vam ljubih, dragocenih, nepogrešljivih bibličnih zgodb uprizorjeno, mi prosim pišite. Navedite naslov odlomka ali številko prve in zadnje vrstice. Morda se lotimo prav te zgodbe. Če morda do tega pride, vas bomo povabili, da z nami v nastajanju predstave tudi sodelujete. Hvala in srečno. Moj naslov elektronske pošte jernej.lorenci@gmail.com. Mislim, da je to mišljeno resno. Kakorkoli. Izčrpali smo tole knjigo. Ta knjiga je zelo tenka, ampak je zelo bogata. Moram povedati, tukaj je nekaj še napisanih milijon stvari, ki sploh ne moram povedati, ker takrat bo tale simpozij trajal naslednje 3 ure. Ampak, prva stvar, ki se nam bo zgodila, je festival, ki ga bomo imeli od 28. maja do 4. junija. Festival bo kmalu, na njem so zelo zanimive predstave. Vabim vas, da se nam pridružite takrat. Hkrati bojo tudi zelo zanimivi pogovori, razni tematski pogovori z ustvarjalci, koncerti. Pravzaprav festival, kot festival mora biti, z vsem tistim, kar je v spredju in zadnje, in seveda najpomembnejše to, da je vmes dobra predstava. To bo praznik našega gledališča, praznik konca sezone. Vsi utrujeni, v bistvu to čakamo, ampak se veselimo, da bomo storili še ta zadnji velik udarec. Vabim vas zdaj. Še ne 2 stvari imamo povedati. Pa, se opravičujem. Imamo to skoraj da, tukaj to ne bi bil fair. Namreč, pri nas imamo od programa, kako se že temu reče, ki se imenuje Čakajoč Supermana. Čakajoč Supermana, laboratorij, vsako leto gostimo študente 4. letnikov akademije, da lahko ustvarijo svoj avtorski projekt. Letos bo ta svoj projekt izvedla Mojca Madon s svojimi prijatelji, s svojimi kolegi, naslov bo pa Grozljivi gost. Govoril bo o današnji situaciji, o situaciji mladih v današnjem svetu, o čem drugem pa naj, če gre za izpoved. Pa še nekaj, pa bom pa izvedel. Lansko leto smo dali eno strašno fino stvar, smo dali natečaj za najst besedilo. In na ta natečaj se je prijavilo 60 otrok, ki so napisali vsak svoje besedilo. Nekaj, kar nismo mogli pričakovati. Dobili smo prvo nagrado, izbrali 9 najboljših in 9 najboljših besedil je šlo skozi nekaj delavnic kreativnega pisanja. Zelo zanimivo. In potem je režiser Zidar te delavnice oziroma ta besedila združila in samo predstavljanje. Na koncu smo imeli
podelkom Odne drame, smo imeli predstavo z naslovom Želim si. Naslednje leto bomo seveda poskušali nadaljevati, ker je bila ta stvar zelo uspešna, bomo poskušali nadaljevati, ampak bomo nadaljevali z natečajem za dijake, se pravi za mečkeno starejšo publiko. In naslov natečaja bo O čem sanjaš? Razpis oziroma natečaj bo šel junija ven, v septembru pričakujemo besedila in takrat bomo videli na kakšen način in kako bomo pripeljali do realizacije neko predstavo ali neko izpoved naših mladih upov. Zdaj bi vas pa povabil vse skupaj, da gremo na vrt, kavarniški vrt, upam, da ne dežuje. Če pa dežuje, se bomo pospravili pa gor v kavarno, ampak vabim vas na klepet, vabim vas na kozarec, vabim vas na prigrizek. Hvala vam, ker ste prišli. Upam, da boste uživali v naslednji sezoni. Mi smo tako turobni, kot mogoče izgledamo. In tudi vse skupaj ni tako turobno, kot mogoče izgleda. Je pa zelo resno, tudi če bo mogoče kdaj zveneti zelo smešno. Tako, hvala vam vsem, ki ste prišli.